In takrat sem se pač nekako naletela na skupino Vse ali nič. In sem imela to srečo, da smo v bistvu, da sem prišla v skupino čisto na začetku, tako da smo se pač seznanjali z osnovnimi pojmi in pač sploh spoznavali, kaj je gledališče zatiranih, kako je nastalo in tako dalje. In to je bilo v bistvu ena izmed prvih ali drugih vaj v skupini Vse ali nič. In mi je bilo tako zelo nenavadno, ker smo iskali neke relacije med gledališčem, zakonodajo pa revolucijo. In potem, ko je pač neka glava začela slediti mojemu kolenu, sem v bistvu se pač zavedala, da je to neka metoda, ko pač neka pravila iz zunanjega sveta niso umeščena vanjo. In potem je kar naenkrat več tudi to igranje samuraja postalo dolgočasno izven teh gledaliških krogov, zaradi tega pač, ker mi je manjkalo tega živalskega kričanja, ker mi je manjkalo teh nekega delanja norca iz sebe in še zdaj se spomnim teh občutkov, kako mi je bilo to vse skupaj nenavadno, ampak hkrati tako prekleto zabavno. In potem torej samuraji, Bing Bong in ne vem, Big Budi in tako dalje so pač eni izmed teh ogrevalnih vaj, ki smo jih pač delali, ki so pač del gledališča zatiranih. In kmalu sem ugotovila po nekaj času vpletenosti v gledališče, da v bistvu imajo na nek način tudi nek svoj skriti kurikulum, ne? Pač nobena ni tam samo za zabavo, ampak skozi njo pač pridobivaš, hodiš ven iz svoje cone obdobja, pač pridobivaš neke, v bistvu se postavljaš ven, ker pač mi zdi, da sem zelo preveč časa živela v tem sublimiranem svetu, ker si pač nisem dopuščala se izživljati in kazati in izpostavljati in se mi zdi, da mi je pač tukaj zelo pripomoglo. To je recimo nekako tako, no, je ta Bing Bong, ne vem, če poznate. Aja, ne dela. Škoda. Jaz imam sicer na USB-ju, ampak ja, ampak dobro se ni panike. Ja, no, pač po ogrevanju je pa sledilo neko trdo delo, ko smo pač začeli se spoznavati z terminom prekarnosti in si izmenjevali naše pozicije na trgu dela, prebirali različne življenjske zgodbe prekark in prekarcev in skozi neke kreativne metode v bistvu ugotavljali vzroke in posledice prekarnega dela. In pač ne vem kdaj, ampak kar naenkrat sem dobila ta kontekst, brez da bi se tega sploh zavedala in z njim še pač to jezo, kako pač prej nisem mogla videti, v kakšnem položaju sem, v kakšnem položaju so moji soljudje in kako je možno, da pač mi dopuščamo toliko enega izkoriščanja na trgu dela in pač dovoljujemo in mislimo, da smo v brezizhodnih situacijah in ne razumem, zakaj se pač nismo mogli upreti in pač ne vem, takrat sem spoznala, da je gledališče zatiranih ena izmed redkih metod, ki ima tako močno in pomembno vlogo, ne samo pri ozaveščanju, ampak tudi pri aktivaciji, ne, in pač dajanju glasu, no. No, pač enkrat vmes med vsemi pač temi vajami je nastala naša predstava Status quo na trgu dela in potem smo se pač začeli bolj fokusirati, ne več tukaj na samo prekarnost in osmišljanje tega in pač ozaveščanje, smo se bolj začeli fokusirati, kako pač to prikazati drugim, ne, in pač pomemben del tega je bilo pač razvijanje karakterjev. In to je bila v bistvu ena izmed vaj, kjer smo vsaka izmed nas je mogla najti nek karakter, v bistvu neko žival, ki najbolj predstavlja naš karakter in smo celotno predstavo šle skozi izključno v vlogi te živali, z njihovimi glasovi in gibanjem.
Potem ena izmed še ostalih tehnik za... Če mi radiš? Ja, prosim. No ja, ena izmed povednih tehnik ta razvijanje, čakaj sem 1:10. Torej, ena izmed pomembnih tehnik, ena izmed meni najbolj zabavnih teh vaj za razvijanje predstave je bila tale, se ste prej že malo videli. Pustila si me na cedilu in se rada prijazno tebe, odpuščena boš kot jaz na smetišču zgodovine. Poleg vseh teh, torej, tako da vidite, ne, zakaj je gledališče zatiranih tako ljubo in res ti zna približati, ne, tudi najtežje vsebine. Ja, no v bistvu ste videli tudi to, ne vem, zdaj, če je bil kdo izmed vas že na naši predstavi Status Quo, zdajle zadnje čase te scene z poštarjem več ni noter, smo jo zamenjali z drugo in v bistvu smo nekako celoten čas nadgrajevali in sproti spremljali našo predstavo in pomemben del tega so bili tudi naši zunanji izvajalci in izvajalke, ki so nam pomagali nadgraditi to. Sodelovali smo na primer z Alenko, ki je imela to delavnico odrske prezence, potem Gregorjem iz Hudljuta, glede teh intervencij v javnem prostoru, tudi z Jušom, kjer smo se obadali z gledališčem, z impro gledališčem. In potem smo vsi skupaj, seveda z veliko pomočjo Metke in Barbare vse dodelali in umestili kričanje noter in vse ostale zabavne elemente.
ja, no pač pomembno se mi zdi to izpostaviti, da smo same delale sceno in to je tudi nek pomemben element team buildinga, no, tako se mi zdi, ko so skupaj in tudi bolj se počutimo potem odgovorne za vse rekvizite in pač seveda tudi trajnostno naravnano, tako reciklaža in to. No pač enkrat, ne vem, med vsemi temi vajami in med vsemi pač, ne vem, pač grajenjem predstave, delanjem predstave je kar naenkrat vse dobilo svoj smisel, ne, sploh pač ta prekarnost in v bistvu pač nesmisel, kakorkoli lahko temu rečemo in pač tudi smo spoznali, zakaj to vse delamo in ugotovila sem pač, da to gledališče zatiranih ne samo, da pomaga res ozaveščati to temo, ki ni dovolj ozaveščena v družbi v bistvu, ne, ampak z zakonodajnim gledališčem nekako tudi poskrbimo za to, da prenašamo ta glas šibkejših, ne, naprej k odločevalkam in odločevalcem. In ta pač ta prvi del zaveščanja nekako poteka skozi to klasično forumsko predstavo, forumskim delom, potem to samo prenašanje se začne potem s to metabolično celico, ki smo že prej slišali, in potem pač seveda tudi glasovanjem in pač za konec bi pa pač sem želela dodati še, da pač zame gledališče zatiranih ni samo neko orodje in neka tehnika za pač borbo za družbene spremembe, ampak je tudi neka tehnika za osebno rast, ker se mi zdi, da sem skozi vseh ljudi, ki sem jih spoznala, delavnic, ker sem se uvrstila, pač udeležila in vseh aktivnosti, kateri sem bila deležna, nekako tudi razvila lasten jaz in se začela bolj odgovorno obnašati, sploh globalno soodgovorno in tudi bolj kritično razmišljati in pač mi je všeč ta podoba in to okolje, v katerem pač sem se znašla in kaj vse mi je dalo in verjamem, da je naredilo boljšo verzijo mene. Tako da ja, to je tudi zmeraj. Ne, v bistvu to je bila Tamara Zaner, ki je pisala magistrsko nalogo in je izbrala pač to tehniko kot njen raziskovalni del in potem se je pač povezala z mentorico, ki je razposlala mail, kdo bi želel sodelovati v raziskovalnem delu njene magistrske naloge. Se pravi, bil nek poslušno na fakulteti? Ja, je bil, ja, to pa, ja. Še kakšno vprašanje?